Osteoartritis je seveda pogojen s starostjo, pogojen je z zdravstvenim stanjem živali in pa seveda s problemom, s katerim se lastniki, moram priznati, ne želijo tako zelo soočati, kot pa se dejansko pojavlja, to se pravi z debelostjo pri živalih. Žal ugotavljamo, da imajo predebele živali skoraj več kot 60% tudi potem večje težave s sklepi, več težav z osteoartritisi. Dejansko, ker se že sicer ne moremo izogniti starostnim težavam, jih tukaj v bistvu ne vede, zato ker v dobri želji, da bi našega psa ali pa mačka pocrkljali, dajemo preveč priboljškov, preveč jih v bistvu na nek način razvajamo, dejansko s tem povečujemo telesno težo in tudi večjo možnost, da se nam težave osteoartritične tudi na sklepih pojavljajo. Zdaj, samo zdravljenje je seveda zelo odvisno. Pri mlajših, pri aktivnih živalih, pri tistih, ki jih imajo še seveda neko življenjsko dobo pred sabo, se zelo velikokrat poslužujemo operativnih posegov. Vedeti moramo, da vsi operativni posegi, tudi ortopedski, spadajo med neke agresivne metode zdravljenja, ob pomoči antibiotikov, ob pomoči protibolečinskih tablet, prehranskih dodatkov. Dejansko z operacijo rešujemo obolela mesta, obolela področja. Pri starejših živalih, recimo kot je tale moj Nace, ki ima že 14 let in seveda tudi svoje starostne težave, pa poskušamo s čim manj agresivnimi metodami, rečemo z neinvazivnimi metodami. In tukaj seveda pridejo v poštev protibolečinska tableta, pridejo v poštev različne metode fizioterapije, absolutno pravilna prehrana, kontrola telesne teže in pa prehranski dodatki. Moram priznati, da Nace je bil prvi kandidat od mojih 4 starostnikov, ki se je srečal z Antinolom ravno zato, ker ima največ teh težav. Nace je posvojenec, ne vem točno, ali je ta njegova starost korektna starost. In moram priznati, da z veseljem predstavljam izdelek, zato ker vidim že prve rezultate, ki so, in dejansko potem za izdelkom lažje stojimo, kot osebno, kot veterinar in pa seveda tudi kot strokovni delavci.